Živ, tlela v Ivančne Gorice, na Dimot. V prejšnjem posnetku smo že predstavljali Pettinger kosilence. Zdaj gremo pa naprej tole sednino linijo. To se pravi brečalnika, zgrbljalnika, nakladalka bo tudi tlela. Tako da, pojďte z mano, gremo malo pogledati. Prvo malo na suh, pa še v akcijo. Kršu. Spet imam Jureta sabo iz BTR-a. Živ. Tako da, ne bo le, on ima več pove, ker sigurno več ve, kaj jaz, a ne? Živ. Živ. Ej, ko smo lih pri pajkah, a ne, ta prvo so bili kosilence, pa je treba to zmešati. Ja. Vidim, da imamo zdaj hit varianto, to se pravi, da če sprej rekel, da je nova kad. Zdaj poj trata kanova, imamo pa tle poj hit, je hit obrnen. Hit obrnen. A ne? Ej, na prvo žogo bo jaz saj povedal ali pa nuč. Rekel, da je izredno lep pajk, no tile zavite roke, a ti to kaj ješ, kaj je fora? Ja, meni tudi zelo čeden deluje. To je zdaj ta nov dizajn, ne, imajo malo zavite krake. Je tudi zato zamaknen, da se krma pri obračanju ne navija, da vmes dol pade, a ne? Da imamo jih ne shoda. Ja, tako ja. Kako pa je širina v stilnem zadivom? Dobro, tle imamo verjetno enega bolj upivanega 6 vretenca, koliko pa je ta najmanj, pa ta največ? Ja, začne se 4 vretenci, tam okoli 4 metre pa pol, pa do tralala, a ne? Pa do 15, Ja. še več verjetno tudi. Tam okoli 15 metrov, mislim, da je. 15, ja. Kaj imamo še kaj za izpostaviti? Kaj preko, da je tle atribut teh pajkov? Zdaj tale 6 vretenc je opremljen z hidravličnim zamikom od meje, to pomeni, da ti tale cilinder tlele kolesa zamakne. Se pravi, ta prvo rundo, ko delaš, se takole postavi, da ti stran meče, a ne? Da nimaš pri sosed več kot na svojem. Ja. Kako pa veš, da imaš naravnost kolesa? Tele dva se tlele poglihata, ko imaš tega na lukenci, imaš kolesa naravnost. Pa se tudi, če nazaj pogledaš, Vidiš, če je kaj zamaknen. če na gliho laufa, pa je okej. Pajk ima tudi, se pravi, kopiran kolo, da sledi terenu. Zato ima tudi top link, toliko daljšo luknjo, tlele noter ima hod in se v bistvu pajk pele po temu kolesu. Da se čim bolj prilagaja. Ja, ti s temu nastaviš delovno višino, da ne praska po tleh in potem zalaufaš in greš. Za v transportnem položaju, ne, da ne pri bremzanju kaj naprej padal, pa sem tega le naprej rukneš in ne morem kamer Aha, da je takole varvan. past. A ne. Ej, tlele gledam jih tale opetje, ker ta prvi krak gor pride. Vidim, da je dvojna narejena, dobesedno je dvojna odpet. To verjetno zato, da je kaj napoka, da je še močnej. Ja, izkušnje svoje pokažejo pa leta tudi in pol tudi grejo z inovacijami naprej. Da je čim bolj zdržljivo. A ja, saj so vse naprej dvakrat opet. Ja, pa dvojni zglobi, tudi zložen poj Na kardan, ja. funkcionira. No, tle pa da je še 8 vretenc. Vidim, da ima že malo to pojačanje kolesa spodaj. Pa ima bolj kompaktno skoraj skupaj zložen, bi rekel, a ne? Ja, dodatne dva rotorja se kar na noter prepogneta, pa se poj lih fajn gume zidejo. Tle tele številke gledam hit 8.81, to pomeni, da je 8,8 širine. Ja, najprej pomeni, da je hit obrnen, po pa je 8 vretenc, po pa delovna širina 80. Kaj veš, mi biti, koliko tole vaga takle v smak? Tono pa 50 kg. Tono pa 50 kg. Ja. Veš, kaj da li gledam, tele kolesa so itak pri vseh pajkah nastavljive. A imaš ti kakšno tako strokovno razlago, kdaj se to nastavlja? Ker kmetje smo ponovadi tako navajeni, da je to enkrat nastaviš in tako prstiš. Ja, pri prvem prehodu, ko pokosiš, kolesa dvigneš, pajka dol spustiš, zato da je rotor bolj v ležečem položaju, da ti čim več pograb. Bolj vodoravno je pa, ja, ne? Ja, pri suhi ga pa lahko dvigneš, da je pol rotor po konc, bi rekel, krma pade tako, a ne, čez njo lahko zapiha. Da je bolj fluffy. Tako bolj fluffy. Tako je. Mogoče bi sam še povedal, kakšna možna dodatna oprema je. Se pravi, na 6 vretencu imamo liftmatic, to pomeni, da pride tamle gor na opetju en dodaten hidravličen ventil, bo pa zablokiral tele cilindre in boš ti hidravliko dvignil, bo pajk šel naravno zgor. Ne bo tega naredil. Prav ne rabiš popravljati dodatno. Če z manjšim traktorjem delaš, da ti ne dvigne dost, pol lahko to dodatno gor daš, a ne? Je to pa je taka fajna oprema. Da ga avtomatsko pogliha. Ja. Pri 8 vretencih je pa treba to 2 zablokirati, a ne? Tam se pa poj reče hidrolift, to je pa poj taka dodaten cilinder pride in ti z potegom ročke, a ne, to kar da bi ga hotel zložiti, ti samo ta krajne 2 tokle dvigne. Da pa lih slišim tamle BČS-ke neki laufajo. Pojmo pogledati, če tisle tekmovanje, kva se tamle dogaja. Pojmo, bo zanimiv, siguren. Tekmovanje z BČS kosilencem. Jo fan dirkajo, tamle sicer je počakal, mene težave, tole pa bo dala akcija. Te so se une. Ja, strižne. Tole še bolj zanimiv, pa ta nov stroj. Ja, a veš, da res. Kdo bo zmagal? Tale ga dobre špona, no, ta lata, je dober, res je dober. Ja, več kot dol vrhu. Evo, pa to vrhu. Ja, kaj je motor je vozil. Ta prvi taka demonstracija oziroma tekmovanje. Bomo pa še zadnji moderno tekmovanje. To pa da lahko malo. Daj! Še
Klemen živ. Živ. Evo, Klemen. Klemen. Ej, gledam njih tega le Margentota, to vem, da je malo bolj popularna, malo bolj moderna. Daj mi povej, kako je to kaj, ali pa specifikacije, malo porazložno. Ja, ti zgrebljalniki pobiralni so dejansko zaradi same čistosti pri pobiranju krme zelo trend. Poznamo in sprednje, ki gre na čelno hidravliko, ali pa potem metuljčke za ozadji, ki imajo večje delovne širine. Prečni trak, ki pobira krmo, levo ali desno odlaga, tudi zavesa se da prestaviti levo ali pa desno. Kot eno posebnost med temi pobiralnimi ne omenim, da recimo je naš še vedno te stare šole, sama pobiralna se krmili znotraj krivulje. To pomeni, da krmo nežno dviga, prsti se pa, ko grejo nazaj, se skrijejo not. To se pravi, da ima ledvičko not. Tako ledvičko, kot nakladalke naše že od nekdaj. Je pa to se pravi tako, recimo, ne bi več plus, kot jaz vem, da je to full hit letiš, pa da je čista krma, ne? V teoriji ja, seveda pa je hitrost pobiranja odvisna od same konfiguracije terena, od traktorja in pa od ostalih pogojev, pretok, olja in vse ostalo. A cel sistem laufa, to se pravi trak pobiralna, je to vse prek hidravlike ali je kaj na kardan mehansko? Ne, vse laufa prek hidravlike, se pravi hidropogon. Zdaj za manjše traktorje, ki ne zmore toliko pretoka oziroma količine olja dovajati, se dobi tudi kot opcijska oprema še rezervoar z lastno črpalko za zadnjo hidravliko, ki obenem služi tudi kot protiutež za samo stabilizacijo na terenu. Kako pa je to tlele, ki je z vzmetenem pastim, a veš, imaš ti razgiban teren pa to, ali tam ne zadnji kakšno tako petje? Ja, zdaj zraven strojev spadajo tele razbremenilne vzmeti, podobno kot pri klasičnih sprednjih kosah, ki dejansko pomagajo stroju se prilagajati oziroma iti s terenom. Ima tudi prek terminala se potem upravljajo vse funkcije not in se s tem krmili. Se bomo pa delali malo še malo predel videli. Bomo probali videli v praksi, ne? Kako to dela? Tako. Da gremo pa kakšne ta klasične pogledati, začnejo prej eno vretence, a imate kakšnega? Imamo. Začne se od eno vretenci, pol gremo pa naprej do Metuljčkov, na štiri rotorje. Na štir, karkoli. No, vidiš, pojmo pogledati. Pojmo. No, to je pa tako, ki so jih v Sloveniji to največ rajta, a ne? Tale 380 je kar prodajna dimenzija, gre v bistvu za klasičen enorotorski zgrebljalnik s hidravličnim dvigom zavese kot opcijsko opremo, s tandem podvozjem tudi kot opcijsko opremo in pa s podpornim kolesom. Pri tem bi še edino omenil, za delo v neravninah nujna uporaba teh bočnih stabilizatorjev, kar predvsem pripomore k vaši varnosti in pa tudi na samo življenjsko dobo stroja. Kaj pa to točno to pomeni, kaj dela to? Stabilizatorji pomagajo, v glavnem ne pride do sunkov, kakor bi bili brez. Tle ima pa eno voženo varianto, koliko je to, 24 širina? To je 24, 12 strok. Za majhne traktorje fliten? Za majhne traktorje, kjer pač je na voljo večji, ampak ob enaki delovni storilnosti in zmogljivosti kot enak v nošenem režimu. Čak, tole je za na cesto, ga je treba podirati tega, ja? 3 roke na vsaki strani grejo dol. Sicer niso preklopne, ampak se to z lahkoto dol vzame. Ja. A kakšna kača pride sem? Kača je pa v prihodu, bomo kako še pa več rekli. No, tako ja. Evo, sem vam malo prinesel, da bomo jezike Odlično, podmazala. hvala lepa. Hvala lepa. Zdravje. Tale bo pasal v tel uročin. Hvala, živ, na zdravje. Zdravje. Čin. Še metuljček, sredin zgrabek, kratek, malo bolj kompakten, meni je ta najbolj všeč, no, sam dol vržeš, bam, narediš redove. Daj imamo povej, kakšne so pa kaj širine, sicer tle vem, da nastavljaš tudi pol hidravlično, malo, kakšen je širina zgrabka? Širine so od 3 metrov, kot smo prej rekli, pa pri 4 rotorcu do 14 metrov. Zdaj konkretno ta delovna je od 7,3 do 7,6. Cilinder pomaga določati širino zgrabka, zavesa, kadar se delata dva zgrabka, krmileno podvozje. Prisilno. Tako, dejansko gre zadnja guma vedno po koloteku traktorske gume. Potem tale zgrebljalnik konkretno je opremljen še s elektrohidravličnim upravljanjem ene vrtavke. To pomeni, kadar vam gre travnik v konus, date do delovnega položaja eno vrtavko in potem lahko dokončate pač red. Sicer se moraš pa to malo navaditi, jaz vem, ampak pri tem še ne tako, pa je prstanast modele, ki vaš šlak je dosti dolg, še s kakšne uvinke, a nekaj se ta bo vijuga, Ja, ker koliko prekriva. trata, ne smeš vzeti uvinka, dražki tukaj še rubnik ali pa kaj taha. Povoziš, ja. Evo, da imamo pa še tile zvorince. Ja, to pa dejansko gre za top 662C, 662. Je daljši od centralnega zgrabka, zaradi tega, ker sama pozicija rotorjev je eden za drugim, da dela lahko eden svoj zgrabek ali pa oba dva enega večjega. To se pravi, da te prvo podaja drugmu pa... Tako, odvisno zdaj od košnje, od materiala, koliko je vsega. Pri teh naših zgrebljalnikih bi jaz predvsem poudaril podporno kolo Multitask, ki ga najdete na zaščiti izven polja vrtavke. To pomeni, da to kolo začuti teren, preden ga uspejo sevilce dotakniti. A še kaj takega posebej, a ta je tudi elektro? Ta je tudi elektro. Tukaj not se dodajo ti elementi in potem s tem kablom lahko krmilite eno vrtavko ali pa drugo. Tole pa recimo upravljalni terminal. Aha, a je se čisto simpel? Ja, levo, desna. Evo, tako da izgleda. Ja, to najbolj prija za kakšne te zadnje košnje pa to, ne, da sabo skupaj ne grabaš. Tako. Sam je pa to že pa za skladiščenje, pa to je kar... Je dolžina, je višina, ampak... Odvisen od kmeta, kakor so želje. Od potreb, tako. Od potreb.
No evo, zdaj smo pa že brkač. Ja, kača. Imaš kaj takega zapovedati? Ja, fleten, vlečen, dvorotorski zgrabljalnik, sledi traktorju, pa lahko delaš en zgrabek ali pa dva zgrabka. Ta zadnji vreten lahko posebej zavijaš, drugače pa lepo sledi traktorju, tako kot dvoosna prikolica, bomo rekli. Tako je. Zdaj, ko se ima težje, ampak dobro, da ima vsaj zadnji višene. Ja, malo popravljaš. Čakaj, imaš vuncahen, da vidiš zdaj naravnost? A je tam ne to pa tista, tam je ta gor, glej. črna pa ta rumena. Ja. Ko pa če bi kar tako hrabo, da imaš še enega za drugmo, pa že preko, no, jaz nastegmo bom kar. Do dvakrat top pograbljam. Da dvakrat to pograbljam, ja. Če likaj se te prvemu ostane, da pa že ta zadnji. No, tudi kaj, ja. Če imaš res ogromno mase, sam nov treba. Pa tale je opremljena še z traktorskimi kolesi na eni aksi, da majhen bolj v bregu drži, da ne leze po svoje. Pa tako kot je pri Pettingerju že v navadi serijsko, ima tudi spredi podporen kolo, da drži višino, da lepo pobiraš travo brez primesi. Pa smo še pri nakladalkah. Tlele je tudi opcija lih malo morje. To se pravi ali tandem, ali enoosna, ali na pahala, ali na rotor, ali na več nožev, ali na manj nožev, ali na valerje zadaj, ali na trak zadaj. Ampak to bomo kdaj drugič vse skupaj šlo čez. Dala sva tlele pri Europrofiju, Ja. pa mora biti najbolj, da ti malo bolj povedal. To je že bolj silažna zadeva. Ja, to je čisto silažna zadeva, zato ker je kombiline, se pravi močnejši kason, močnejšo podvozje. Zdaj, če začnemo pri samem modelu, imaš od 45 kubikov pa do 55 kubikov, pa imaš pa opcij ogromno, se pravi pri priklopu lahko je zgornji, lahko je spodnji, tipe priklopov zbiraš, pa imaš pri tem modelu 35 nožev, varovanih na vzmeti. Noži se pol stransko seveda ven potegnejo, da jih tle pri kraj zamenjaš vse. Ni treba spodaj list. Da ni treba spodaj list. Čakaj, kaj sprej v znaku povedal, koliko je ta kubična? A ta je 50? Ta je 50, ja. Ta je 50, kaj? 50 stisnjene mase. Ja. Pol pri pobiralni napravi ima krmiljeno vedno, ne, da imaš lepo pobira, ima ledvičko noter, vrtljiva kolesa na pobiralni, plus dodaten kopiran val zadaj. Tisti valar je pa fajn zato, če imaš malo bolj mehak teren, a ne traktor mečkaj naredi kolovoza, bi rekel, na mehkah. A ne. In tale valar ti pa na srednji podlagi, ki jo traktor ni povozil, drži tisti pick-up, da ne zgrezne noter, da ti ne pobira prsti. Pa še dosti roke, da naredijo kolovozov. Tako je. Zdaj ta izvedba je brez valjev zadaj razmetalnih, opcija je pa tudi z vali. A je tle kaj zavijalne vsi ali nič? Ja, je. Pri takih valarjih, pa takimi dostni, mora Težko biti mora zavijalna aksa, zato da se ne rušna ne trga. Ne. Da to drži kabak. Ja. Pa pri teh stvarih je tako, če imaš isobus napeljavo, pa da ima traktor tudi, ne, pol ti tudi traktor sporoči nakladalki, kdaj gre rikverc in to pa je sama zaklene akso takrat, ko greš ti nazaj. A ne. Če pa nimaš tega, imaš pa pač ročno na tipko, da jo odklepaš, zaklepaš. Ja. Čakaj, kako pa je za nakladanje? Ima gor tudi kakšen tipav, da veš, mislim, da je sama naloži? Dva tipala ima Pettinger pri avtomatskem nakladanju. Eden je v sprednji steni, je tle noter pod pokrovčkom in ta srednji panel je pomičen, a ne, in ko prije preveč sile v klopu, pa za toliko sekund nazaj, kakor ti nastaviš pač. Ta drug tipav je pa gor na vrh, ti pa krma ta zgornjo planko jo dvigne gor in takrat spet v klop. Kako pa je pri teh modelah? Europrofi je verjetno bolj vstopen model v tele silažne profi variante, pa imaš pa kva Toro, Faro, kva je najhuj? Ja, začne se s Faro tam. Faro je ta prva, ki ima rotor. Pa je Europrofi, pa imaš pa naprej, kot sem rekel, ja. Do Jumbota. To je 70 kubov, koliko? Ja, če ne 80, ja. Še tudi svetovk. Sam kje za slovenske kmete, ki imajo rad čim lažji, pač čim manj nakladalko na rotora, je to Europrofi ali Faro? Ja, pa se Faro začne. Najbolj ugodna, da imaš rotor, pa je Faro. Tam imaš po 31 nožev, tle imaš pa še 35 nožev, pa pač močneje podvozje, večja nakladalna površina. Ko včasih vidim, da so bili ti Europrofi, pa enkrat dvojka, trojka, enkrat ta najmanj, ti se bo najbolj popularna za Slovenijo. Ne? Ja. Pa imaš pa dodatne opreme možno od osvetljav za nakladalni prostor, tamle gor vidimo luč, pa zadnji pol še dve za rikverc, da se na silosu, če ponoč delaš, da si viden. Še boljši paket obstaja, da imaš pol še tlele namontirane luči, da ti osvetljujejo pick-up, da še to vidiš. A ja, se imaš ločen, okej. Rotor pri nakladalkah je čez druga pri balerkah in to se tudi pri brzin pozna, da pobira kot bek. To smo že prej videli, kako je to pognal dol skozi 10 na uro, pa tak zgraba, da je še gumi pod traktorjem, to požira neomejeno. Pa tlele je glaven krmilen sistem, se pravi hidravličen ventil, pa pol pač pamet zraven, v tem primeru isobus. Čeprav ponovadi ima tudi raje verjetno kar z valarjem, kva za časilost pa to, da mečke nalevaš zmeče, ker tle pa ima kupeven vrže. Ja, tle, ker ni valarjev zadaj, ne meče, bi rekel, konstantno isto, Pa, ko prije material toliko čez, da se previsa, pade vse skupaj ven. Zdaj, če imaš enega dobrega strojnika na silosu, pa ni problema, bo vse poglihal za tabo. Kombiline izvedba je primerna tudi za prevoz vseh ostalih razsutih tovorov, kot so sekanci, koruzna silaža,
gor pač štrike stran pobereš in komot s kombajnom fila. Noč, pa še daj drugič malo več v timo, da pa ne bo le počas akcija, da se vas kurva tle na svoj. Ja, žge kanorc, ja. Tako. Noč, počakamo, da v štart, košna, obračanje, hrabljanje, pobiranje, bo dala tik-tak. Tamle zadnji malo razlaga, kjer mašine so, pa ena za drugo hodijo sem, pa divajo. Žipoje, žipoje! Vato 309 kadiva! Evo, da gre pa Matulček. Tle imajo pa kaj rad, dojčke, jih je kar dost. Evo, da pa pohnul. Kaj kadi? Gasa. Zadnji se pa kaj bolj gleda, kako to diva. Evo ga. Dal še pa kar spola. Evo ga, fin 211. Pa pajk 8 uratenc, 8 metrska, 80. Tolo tik-tak narejen, če to gled trahtarjev nam kadi vojga. Dirka, dirka! Bravo! Evo, zdaj pa še stranski zgrabek. Je kar hužva, no, na travank. To je ponavad malkat. Ponavad je bolj malo ljudi na travank. Evo, že spuša, že gre. Pa že sredinski. Ta ima manj, ima bolj kompakten. Imate to orank akcija. Evo, nakladalke, ga že poganajo, da vidimo. Če že dale ta stare, ki je slabik, pa ta nova, ampak ne verjamem. Evo, zdaj pa z Robijem Židrčičem, 716 turbo fin, da vidimo, pa zadnji Euro profi. V glavnem traktor poje dobro, to je enkrat ena, zudim se še 100krat bolj sliš. Žira pa tudi. Oj, kaj to piletem. Fino, zadovoljen s traktorjem pa z nakladalko. Ja, samo premalo konju. Premalo konov. Vse bo teto iz Amerike prišlo letos. Ja, tako kot takrat za balirko. Ja, da bo mora da dolarje. Brez dolarjev ne gre. Evo, še kipane, da vidimo. Jo je nafilal tik-tak. Tale nima valerjev, bomo bolj nakaplatil. Evo, tako kupček vam pade, pa malo naprej pa spet kupček. To je recimo in plus valerjev poj, da tega ni. Tako je tamle naredil, če se vidi. Kaj pa pogledamo, če je zrizan. Ja, tis pa je, ej to. Tole za omašalen voz je pa saj zmešan, tako se zagre, ne da se sam vrti not, kaj budala, če je prav slab zmešan. Pa voz not vržeš, pa sam mele, pa nič. Takole nekako je to, no, je kar akcija. Mene je tudi kar fajn vroče, pa nisem velik divo, pa mi je fes vroče. Tale Dimo, pa tisto košno z BČS-kam je organiziral Društvo podeželskem ledine Kalček,
pa zupan trade. Tako da jaz mislim, da je kar dober rad, tale demo je bil kar tak agresiven, se je hitro dogajal, mi orang dol pretekvak sem okoli letal. Tako da jaz mislim, da se je kar dobro išva. Zaenkrat je pa to, pa se pa vidimo še, kaj bomo bolj dirke snimali, če jih bomo, upam, od Pettingerja. To je to. Živ! Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gor, fajne artikle, kaj se prvošte, no. Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!